Ker smo že globoko v pomladi, tokrat začenjamo z vrtom. Narava nas v tem času čedalje bolj navdušuje z bogastvom oblik in predvsem raznoraznih barv. Nekateri pa imajo svoj vrt raje uglašen na eno barvo. V Logatcu smo našli takega, in sicer beli vrt. Z njim je lastnica olepšala svojo hišo, v kateri prav tako prevladujejo beli toni. S tem pa je uresničila svoje mladostne sanje in si svoj raj uredila točno tako, kot godi njenemu srcu in očesu. Pa Majda, tle je vse belo razen vaših las. Poskrbeli ste za to, da ste tudi belo oblečeni, predvsem pa so bele cvetlice na vašem vrtu. Če se najprej ustavijo na vrtu. Enkrat ste mi povedali, zakaj pravzaprav je vse tako belo. Mogoče lahko obnovite ta spomin. Torej, davno, pred skoraj 40 leti mi je prišla v roke revija in na zadnjih straneh so bile predstavljene bele cvetlice. Ne sama predstavitev vrta, ki je belo zasajen, ampak meni je bilo dovolj. Seme je bilo posejano in jaz sem sanjala, da bom imela bel vrt. Kadar govorimo o tako imenovanem belem vrtu, največkrat pomislimo na belo obarvane cvetove. Seveda pa bo kljub temu prevladovala zelena v vseh svojih odtenkih. Ta vtis lahko nekoliko spremenimo, če poiščemo rastline z dvobarvnimi listi, na katerih se zelena druži z belo. Tudi take okrasne rastline najdemo na vrtu v Logatcu. Na njem se cvetovi belijo vse od zgodnje pomladi do prvih zmrzali. V zgodnjem poletju, ko smo obiskali vrt v Logatcu, so predstavljale osrednjo privlačnost prav bele drevesaste hortenzije sorte Anabel. Vrtnice so se poslavljale, zato pa so se v loncih bohotile belo cvetoče begonije. Pot do hišnega vhoda obroblja posebna greda, ki jo je zasnovala lastnica sama. Nekoč je bila samo trava, ki jo pač omejuje živa meja iz cipres, in v nekem trenutku se mi je zdelo, da je to dolgočasno. Najprej sem pregledala literaturo, potem sem si vse izrisala, kako bo ta greda izgledala. Ugotovila pač po priporočilih strokovnjakov, da je lepo, če se rastline ponavljajo, da se s tem doseže mir na gredi. Vse to sem upoštevala in seveda odsanjala svoje bele zasaditve. Na nasprotni strani hiše stopimo na vrt prek polkrožne terase, obrobljene prav tako s polkrožno pušpanovo živo mejo. Kako je pravzaprav bilo, ko ste začeli zidati hišo? Kaj je bilo tukaj prej? Torej, hiša je pravzaprav zrasla na njivi. Nič ni raslo, nobenega drevesa, nobenega grmovja. Jaz sem si pa vseeno želela, da ustvarim en intimen prostor na južni strani hiše, torej, da bo ta bivalni vrt res zaseben, en miren kotiček, ena zelena oaza. Danes je večina vrta gosto obrasla z drevjem in grmi, ki uokvirjajo številne prizore nadzorovane narave. Ti se nam odprejo, ko stopimo skozi stekleno steno na južni strani hiše. Ko sem iskala lepote po Logatcu, so se mi usedle v srce stare kmečke notranjske hiše. No in takrat smo poklicali našega znanca Andreja Mlakarja, arhitekta iz Ljubljane, in je rekel, no pa mi pokaži te hiše. No in on je prilagodil tloris in zunanji izgled te kmečke hiše, eni sodobni gradnji. Njegova ideja je bila, da sicer v teh starih notranjskih hišah dvokrilna kmečka vrata, ki so na jugu pod frčado, zamenja s to stekleno steno. Obenem je pa rekel, veš, hiša je zaprta na sever, ampak ko stopiš skozi vrata noter, dobiš pa občutek, da si pravzaprav odprl vrata na vrt. Medtem ko je južna stran hiše kar se da odprta, so na severni strani pomožni prostori, torej dve vhodni veži, pisarna, stranišče, shrambe, garderobe in stopnišče, ki vodi v klet. Iz veže vstopimo v velik dnevni prostor z galerijo, ki je povezan s kuhinjo in jedilnico. Na drugi strani je udobna dnevna soba, polžasto stopnišče pa vodi v gornjo etažo s spalnicami in kopalnicami. V nekaterih prostorih naletimo na odstopanje od sicer vodilnih belih odtenkov. Ko sem se pred več kot 10 leti odločila, da bom malo posodobila hišo, sem že vedela, da je pomembno, da upoštevamo v notranjih prostorih, pa tudi zunaj, neka pravila feng shuija.
In takrat sem prišla v stik z gospo Tanjo Glažar, ki nam je naredila cel projekt in je svetovala, da so določena območja kovine in naj bodo neke hladne barve. In to je? Ja, takrat je svetovala tole bakreno steno v kuhinji in pozneje sem v bistvu jaz naredila izpeljanko, ko sem spet belila pred 2 leti, da sem v tem stilu naredila WC za goste in mojo kopalnico in delno v spalnici eno steno v taki kovinski zlati barvi. Rad bi slišal malo filozofije, zakaj je bela vam tako blizu. Pa sej pravim jaz, ko pridem na pisane vrtove, v barvito označene domove, je meni to lepo. Ko pa se odločam zase, za svoj dom in za moj vrt, pa je meni to nek mir, neka neosiljiva lepota in vedno znova se odločam za te nežne barve, bi jaz rekla, ker je tukaj vsem veliko krem barve, vanilija barve, prav hladne, bele, pravzaprav manj da ni. V hiši Majde Vodopivec je oprema slogovno usklajena, obogatena z likovnimi deli ter nekaj izbranimi kosi pohištva. Med te spada zanimiva raztegljiva miza v dnevnem prostoru. Obisk pri gospe Vodopivec nas je prepričal, da je vse skozi, odkar so zgradili hišo pred več kot 30 leti, oblikovala svoj dom in vrt po visoko zastavljenih estetskih kriterijih. Zanimalo nas je, od kod ta zavezanost lepemu. Torej ja, jaz sem imela to srečo, da sem živela vedno v lepem okolju. Ali pri stari mami, od koder je ljubezen do lestencev, do nekih starinskih dodatkov. Moja mama je imela in hišo in vrt vedno poln navdiha, ki sem ga potem že kot gimnazijka začutila v sebi in nekoč sem našla zvezek za domače branje pri slovenščini in sem noter našla sličico hiše, ki je bila sicer v Franciji. Ampak, kot da sem jaz že takrat vedela, koliko pomembna je vizualizacija. In vizualizacije, izrezane iz vseh mogočih revij, sem shranjala in jih imam še danes v svoji delovni sobi, zbrane. In potem sem rekla, pa ta dom, ta moja hiša je realizirana vizualizacija. Takrat se res nisem spraševala, ali bom jaz to zmogla, kako bo z denarjem, ampak sej teorija lepo pravi, ko sanjaš, se ne vprašaj, koliko te bo ostalo, ti samo odsanjaj svoje sanje.